No, kljub temu, da smo mizarji, tale hiška ni čist nič lesena. Kot kaže, je prav tudi to, ker grejo trendi v to smer. Konkretno ta ima kombinacijo kovinskih vrat pa klasične umetne fasade. In tako kot vidite, takšna hiška ne paše samo v urbano naselje, ampak tudi dejansko v naravo, tako kot je tukaj. Zakaj? Ker se zelo lepo ujame z barvno kombinacijo hiša, ki je zraven. In tale hiška v bistvu je čist klasična skladiščna, majhna, ampak še vedno je to modni dodatek. Dostikrat mi ljudje sprašujejo, ja, pa zakaj bi jaz imel lepo pa dovršeno vrtno hiško, noter pa bom imel grablje pa lopato, pa ne vem, drva pa konec koncev tiste stvari, ki jih nimam kam dati. Ja, zato, ker boste hiško gledali vsak dan, ko boste se pripeljali na dvorišče, vsak dan, ko boste stopili na teraso, pa vsake 2 leti se boste na njo spomnili, ko jo morate vzdrževati, oziroma če imate kubijo, ne rabite vzdrževati. In to je ta razlika. Je pač nek lep, ličen, trpežen izdelek, ki enkrat stoji, vam vrt polepša in pol z njim oziroma s to hiško nimate več nobenega dela. Zdaj grem pa še na eno drugo lokacijo, ki vam pa pokažem še, kako izgleda hiška s takšno fasado, pa z lesenimi vrati, da imate za primerjavo. Sem se pa 2 kroga vozil po temle naselju, tukaj v Smledniku, grem en krog čez, pa rečem, pa kje zdaj ta naša hiška, pa hišno številko najdem, pa nikjer nič. No, pol me je pa gospa pričakala tukaj na vratih, pa prav, saj ste prav, sem rekel, superca. In hiška ni spredaj na dvorišču, ampak je tukaj zadaj na vrtu, pa pojdite z mano pogledat. Evo jo. Če sem vam prejle kazal hiško z belo fasado pa pločevinastimi vrati, je tale zelo podobna po dizajnu, ampak malo drugačna po konfiguraciji. Tukaj imamo pa vrata z lesenimi deskami, ampak so oljene v sivo. Za primerjavo, se pravi, tako izgledajo lesena vrata, če jih oljimo, in v bistvu s tem dosežemo zelo podoben dizajn. Tako da, ko razmišljate, kako bi opremili vaš vrt, saj še jaz ne vem, kva naj vam svetujem. Zberite tisto, kar je vam bolj všeč. Hiška pa izgleda takole. Evo, tale je majčkeno večja, placa ima dosti za vse, kar rabite na vrtu. Ena od zanimivosti je to, da so tukaj dejansko 2 vrata. Ponavadi se taka konfiguracija naredi, če imamo na eni strani vrtno orodje, na drugi strani pa kolesa, toliko, da se stvari ne mešajo med sabo, pa da je lažji dostop, zato so tudi, ja, tele vrata so širša od tistelih. Pa še ena zanimivost, ki jo ne smem pozabiti, tako kot zadnje čase že čisto prevečkrat naletim na naše reference. Evo, tamle čez diagonalno pri sosedih je še ena naša hiška, ki smo jo pa delali po mojenih 6-7 let nazaj, pa je že na enem starem vlogu posneta, tako da spet sem tukaj, evo, kaj čem reči. Hvala, da ste bili z mano. Spremljajte nas na TikToku, na LinkedInu profil Jaka Hrovat, potem na Instagramu, na Facebooku, prijavite se na newsletter, da boste obveščeni o vsem, kar zdaj delamo, ker niso samo toliko lepe vrtne hiške, zdaj so tudi toliko lepe stanovanjske hiške, pa pergole, tako da ne zamudite, zdaj mi pa telefon zvoni, moram pa iti.